Danes že 7. leto zapored pripravljamo sejem rokodelskih znanj. Letos ga prvič združujemo tudi za grajsko tržnico starin, tako da danes imamo na enem mestu tako starinarje, rokodelce in pa pripravili smo tudi, torej Posavski muzej Brežice pripravili tudi 2 delavnici, kjer se lahko predvsem tisti mlajši preizkusijo v raznih igrah in po poslikavi savskih prodnikov. Zraven je pa tudi naša konzervatorsko-restauratorska delavnica. Prikaz rezbarjenja v starodavni tehniki, se pravi rezbarjenje z ročnimi dleti v lesu lipe. Včasih so si najprej na en kos lipovega lesa izrisali skico, motiv in potem v tistem izdelovali rezbarijo. Danes sem jaz to že pripravil, na grobo izdelan svečnik, prav zato, da obiskovalci lažje prepoznajo končni izdelek. Niti ne, bolj pomembno je, da je dovolj suh in pa da je predvsem gosta rast, se pravi, da je lipa zrasla nekje ali v gozdu ali ob gozdu, da so branike čim bolj ozke, da je rezanje čim bolj enakomerno. Ja, rezbarije izdelane iz lipe so se ponavadi polihromirale oziroma zaščitile z kredno kleno podlogo. Tu je en primer. Na ta ornament je nanesena kredno klena podloga. To se izdela z uporabo kleja in pa krede. Ter tako se potem ta ornament zlati, tako kot kipi, ki so narejeni iz lipe, je tehnika ista. Na to kredno kleno podlogo se potem nanašajo zlati lističi, kot danes vidimo v največjih cerkvah svetniške podobe. Tale svečnik je nekje okrog 10 ur, recimo, potrebnega vsega. Pripravila 2 delavnici, ena se pravkar že odvija, druga pa se prične ob 10. uri. Ob 10. uri bo tudi javno vodstvo po razstavi 4 elementi, ena voda z našo direktorico Alenko Černelič-Krošelj. Je pa na nek način ugotavljamo še premalo znanja še, ampak je to zagotovo najlepša odločna dvorana v Sloveniji, največja pa tudi še kje drugje. Tako da mi skušamo tudi s razstavami vsem pripovedovati vse, kaj lahko v tej dvorani vidimo predvsem. Mi zelo radi hodimo sem na koncerte, recimo, tudi imamo povpraševanje za koncerte, na kateri se tudi poročijo župani, ampak predvsem je pa to izjemen spomenik baročne umetnosti, ki da je pa zanimivo ta naslov. Tole, to je pa Karl Frančišek Gredi, ki se je rodil v Gorici, moramo potem napomeniti, da se je 300 let njegove smrti, 365 let, je eno leto. Vsak dan približno 1 kvadratni meter poslikave, ki je bila seveda skrbno pripravljena. To so bile posebne šablone in pomočniki so pač naredili osnove, mojster je pa na koncu potem naredil nekaj nadrobnosti. Ker seveda, če si predstavljate, prvič je površina velika, drugič nedelniška, če so imeli odre, drugač nisem mogel delati, nisem mogel pregledati, res to veliko mojstrstvo. Mi imamo tukaj eno posebno razstavo, ki je namenjena slepim in slabovidnim. Ampak jaz se zelo rada predstavim tudi nam, ki vidimo, imamo to srečo, da mogoče malo začutite, kako lahko oni dojemajo. Mi zdaj ne bomo poslušali, oni dobijo še pač slušalke in potem se skozi pač glas predstavlja, ne vem, s pikicami je oblikovana oblačilo, recimo, Tako kot so si to naredili v 18. stoletju. Ta dvorana je za uživanje osvajanja,
za uživanje v umetnosti, za uživanje v glasbi, kar recimo kaže ta prizor, če boste okrog gledali še bolj. Ta prizor bo videl, koliko je zbir, gre pa za prizor, sicer povezan z elementom zemlja, pa ostane na veliko preizkušnjo. Da gost je namreč začaran in oni, osvoboditelji Jeruzalema, potrebujejo les. In seveda, les je v tem gozdu in ko stopi Rinaldo v gozd in začne sekati, se iz teh dreves začnejo rojevati, lahko rečemo, lepe dame. Lepe dame, inštrumenti, pojejo, igrajo, plešejo in on je zelo močen in za vseeno seka naprej, kljub tej izkušnjavi in počasi se iz teh dreves in iz teh lepih deklet izbijajo same pošasti, in Rinaldo ve, da je naredil prav, posekata gost, uporabljajo les, da se podijo Jeruzalem. Tukaj pa z nami je Jerca Šaplej, ki bo pa zdaj za zaključek tega vodnjačka na nekaj pokazala. Jerca, kako bomo se naredili? Jerca je umetnica iz Sevnice, pa spodaj tudi svojo stolnico, ki lahko tudi vidite, kaj se počne, ampak za našo razstavo nekaj posebej naredili. Krasne zgodbe in moram priznati, da voda je tudi moj element, ker sem pač škorpion. V ulici noter je voda magičnega in s to vodo mogoče bi prosila tukaj imam fante za asistenco, da lahko pošpritam po tej sliki in kaj se bo zgodil. V bistvu na sliki se bo začele pojavljati te podobe. Tukaj razgledam še jaz malo. Podobe, ki ste si pravzaprav že dolgo naprej, pa boste malo pošlo. Skratka, po zgornji strani, gledajte, tukaj lepe izkole gor, če to. Mogoče bom še jaz tam največke riši, pa boš ti potem nadaljeval. Bom pa začela povedati naprej, da boš pa lahko sprešiti. Danes verjetno najbolj zanimiv je zagotovo za nami tule čistilec čevljev, ki, če pridete danes na naš sejem, vam nudi brezplačno čiščenje čevljev. Dosti je! Ne vem, če imate pravo. Ja, čakaj. Da se bo blato odstranil. Smucala. Divnat. Posel je pa posel, ne? Zaslužek je pa tole. To je pa zaslužek. Se splača premisliti. Nakup opreme ni drag, storitve ostale, bi rekel, globin ni drag, ne. DDV je še največ, kar je pri tej storitvi. Kratka, vsi zvrskaj, ne. Ja, ampak sveme, da si dobro mama, je že tudi treba. Seveda pa še številne druge poklice, ki lahko si ogledate danes na tem sejmu. Prijavljenih je preko 20 rokodelcev in pa okrog 10 starinarjev. Ja, slovenski se to nese sabo. Letos pripravljamo decembra tudi praznično rokodelsko tržnico, mislim, da 17. decembra v nedeljo. Takrat bo z nami, kot smo že slišali, tudi Božiček, ki bo obdareval otroke, nudil tudi verjetno prevoz s kočijo po grajskem dvorišču, tako da bo zabavno in tako lepo vabljeni. Če bi ga pa prej vel spustili. Ja, tako je bilo na vodilo.
pa že dolgo nisem. To je luksus. Ja, seveda se mora biti, ne. Kot da se mora pa to mečkino sušiti. Ja. Po nogo. Ko? Pa kot se drugo namaza. Pa je res že dediščina in je res ljudem super. Da verjem. Izvolite. Tam je Hruškov leker, tle je Regrado, pa Šnops, pa Višnja. Come si opera per scuola? Questo guarda, solo il cuore, oggi la scuola è precisa, opera, ho visto, per noi lo bravo. No. Danes zastonj.